Na drugi strani, 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 na drugi strani. Pravzaprav je to en tak zares poseben moment tega projekta, ko se končno v resnici dobimo, usedemo z vsemi tistimi ali pa vsaj z nekaterimi, oziroma se bomo tudi še v naslednjih dveh, oziroma v naslednjem dnevu, v naslednjih dveh dogodkih, torej jutri, seveda lahko pogovarjali s tistimi, ki so pravzaprav temelj te naše razstave, našega projekta Na drugi strani, ki je nastajal na distanci, v individualnih pogovorih zaradi časa, v katerem smo ga pripravljali. Temeljil na številnih intervjujih, ki smo jih z našimi fotoreporterji opravili, pa vendarle potem nekako morali do konca speljati brez njihove prisotnosti tukaj v galeriji, bolj ali manj. Tako da je to res en lep moment, ko se lahko končno prvič tudi usedemo in pogovorimo. Zato smo tudi čakali toliko časa do konca, da smo vendarle lahko si privoščili kak dogodek v živo. Namen današnjega dneva, pravzaprav teh dveh dogodkov, je pogledati v tisto, kar je bilo že ustvarjenega v fotoreportaži. Torej pogledati v arhive. Kolegici iz Muzeja novejše zgodovine ste že predstavili fotografske fonde Muzeja novejše zgodovine in pokazali tudi dobro prakso, ki jo muzej pelje, uveljavlja s tem, da seveda prevzema fotografske fonde posameznih avtorjev in jih tudi dalje obdeluje. Na vsak način v slovenskem področju je to najboljša praksa, kar je imamo, je edina in bi si želeli seveda, da bi bila tudi bolj sistematična v smislu fotografskega muzeja, ki ga seveda pogrešamo. Danes sem povabila v svojo družbo fotoreporterje in torej gospo Janjo tudi, ki edina ni fotoreporterka, ampak povezana z arhivom, kar najtesneje bom rekla. Tako da dovolite, da jih najprej predstavim svoje sogovornike. Najavljen v tem omizju seveda je bil tudi Tone Stojko, ki pa ostaja na drugi strani, ker je pravzaprav o njem bilo govora tudi že prej veliko, na vsak način se Tone lahko vključi tudi v ta pogovor na koncu, če bo kakšno vprašanje ali primerjava izkušenj. Sicer pa seveda naj jih predstavim, Toneta seveda ni treba posebej predstavljati, fotoreporter, dolgoletni fotoreporter Mladine, prej Tedenske tribune, skratka človek, ki je deloval dolga leta na področju fotoreportaže in ki je na tej razstavi tudi močno zastopan. Gospod Joco Žnidaršič, pravzaprav ista generacija, torej ljudje, ki so nekako začenjali slovensko fotoreportažo, jo vzpostavljali v sklopu uredništev, prav tako najprej sodelavec tovariša, tudi Tedenske tribune, kasneje pa seveda dolgoletni urednik fotografije in fotoreporter časnika Delo. Sobotno prilogo je seveda uvajal v vizualno novinarstvo oziroma fotografijo v sobotno prilogo in seveda ga poznamo danes kot avtorja številnih fotomonografij, kot tudi prejemnika številnih nagrad, med drugim nagrade Prešernovega sklada. Pa če se zdaj malo obrnem na drugo stran, z nami je seveda tudi Borut Kranjc, prav tako več kot 30 let fotoreporter Mladine, sicer pa ga seveda radi spremljamo tudi kot avtorja v svojih lastnih avtorskih projektih, ki so bolj umetniške narave oziroma bolj zazrti v sodobno dogajanje v družbi, v kritiko tega dogajanja, njegovo pozorno, občutljivo spremljanje. Zato smo seveda veseli, da ne samo tedensko gledamo Borutove fotografije v Mladini, temveč tudi kdaj pa kdaj kako razstavo, nedavno celo tudi v galeriji Vžigalca. Z nami je Meta Krese, prav tako dolgoletna kariera tako fotoreporterke kot novinarke. Meta Krese je seveda za nas dragocena sodelavka tudi zato, ker je prispevala besedilo v naši publikaciji in sicer na temo Primorskega dnevnika in njegovega arhiva oziroma še bolj podrobno seveda Marija Magajne, pozna tudi torej to
slovensko zamejsko fotografijo v tem kontekstu, sama pa seveda avtorica kot fotoreporterka številnih fotoreportaž in pa seveda tudi kot novinarka, kot piska, ki je spremljala druge fotoreporterje, denimo seveda lahko omenim predvsem Arneta Hodaliča, kot tudi mlajše, torej Jošta Franka in torej fotoreporterje mlajše generacije. Njene fotoreportaže tudi na tej razstavi gledamo nekako prefotografirane iz National Geographica v veliki meri, pa seveda tudi Adria in Flight magazina, kot tudi sobotne priloge in drugih časopisov oziroma predvsem revij in tedenskih prilog. Znova se bom ozrla na drugo stran. Z nami je gospa Janja Papež, ki je vodja dokumentacijskega oddelka časnika Delo, kar pomeni seveda, da imamo povezavo tukaj z ljudmi, ki so ta arhiv ustvarjali in s tistimi, ki ga danes hranijo, zanj skrbijo za dokumentacijo in seveda za nas, dragoceni sodelavci, ki so k temu projektu prispevali ogromno gradiva. Kajti Delo seveda je prihranil za ta projekt ogromno dela, ker nam ni bilo seveda treba vsega reproducirati iz časopisov, ampak smo zelo veliko fotoreportaž oziroma vse, kar se nanaša na časopisno hišo Delo, prejeli prav iz Janinih rok. In končno je z mano še dr. Uroš Hočevar, ki pa je seveda ne le fotoreporter, ampak za nas zelo zanimiv tudi v smislu, da ni samo praktik, ampak tudi teoretik fotografije. Uroš Hočevar se je v svojem magistrskem in pa doktorskem delu ogromno ukvarjal z estetiko reportažne fotografije. Sicer pa seveda dolgoletni fotoreporter, prav tako sodelavec Dela, tako da imamo pravzaprav pa tudi Maga, torej revija Mag in pa priloge Delo Mag. In seveda tudi tako Meta kot Uroš sta danes tudi seveda predavatelja na Vistu, na oddelku za fotografijo. Ne več? Aha, Meta nam je že pobegnila o tem. No, Uroš pa vsekakor. Tako da začnimo pravzaprav v temle krogu tukaj, začnimo morda kar pri časniku Delo, če tako navežem. Gospod Joco, vaše delo seveda je delo zaznamovalo seveda v veliki meri, bil ste dolga leta fotoreporter in urednik Dela, vzgojil tudi nove generacije fotoreporterjev. Danes vaš arhiv prehaja v Muzej novejše zgodovine. Nam lahko poveste kaj več o tem, kakšna je bila odločitev, torej kje fotoreporter doseže odločitev nek svoj obsežen fotografski fond predati muzeju in kakšna je motivacija za to? Zelo preprosta zgodba. Človek pride v leta, ve, da bo treba oditi. Škoda materijala, ki sem ga posnel. Spoznal sem dve gospe iz Muzeja novejše zgodovine, še posebno Ireno Uršič. Videl sem, kako krasno razstavo je naredila z Nacom Vidiljem. In že medtem, ko je Naco tja dajal, sem slišal, kako so to imenitne deklice, kako se to krasno urejajo, kako imajo ogromno dokumentacijo, da pridejo do pravih podatkov, vse opreme eno, drugo, tretje. In potem, seveda, to ni šala, ampak je čisto zares. Jaz sem si strgal Ahilovo tetivo in sem poslal novoletno čestitko, vedno pošljem sebe, upodobljen tako, da sem imel škorn, tisti po operaciji težki, in noter Amorjevo puščico. Sem napisal bolj Amorjeva kot Ahilova. In potem dobim odgovor, po novem letu, gospe Irene, vi ste naša Ahilova tetiva. Mislim, muzej, Sem rekel, ti so pa lušni, tem bom pa dal. In pa sem spoznal gospo in sem prav vesel in sem začela delati. Rezultat tega je ta hip razstava, mislim, prvega začetka dela je ta hip razstava, ne vem, če ste videli, ampak bom pol leta, tako da imate čas svet. Evo, to so za moj okus imenitni dokumentaristi, tako kot oni to počnejo, torej skenirati,
zapisovati vse podatke, ki so najpomembnejši za vsako sliko. To, česar mi seveda nismo delali, to morajo oni zdaj storiti. Problem je samo v tem, da sem bil jaz pomanjkljiv, ko sem jim to predajal. Oziroma, imel sem samo po letnikih. Ampak vidim, da to seveda vzamejo letnik, preglede, zdaj imajo seveda na voljo največ kot internet. Najdejo del podatkov, ostalo bom še, dokler bom lahko pomagal, z veseljem zraven sodeloval. To leto, ko sem to počenjal, nisem imel pojma, da je COVID, ko sem bil priden. No, rezultat je pa ta razstava. Poglejte, kako se da vse krasno narediti, zelo na kratko. Skratka, vaš arhiv je pravzaprav desetletja, kar Ja, počelo zdaj na bomo podstrešju, naredili če se pa prav pogodbo še spomnim, za ne? preostalo, pravzaprav še sploh nimamo pogodbe. Medtem se, ali pa jo imam, ampak gospa Irena ve kakšen sem. Ne vem. Ali jo imam, ali nimam, pravijo, da moramo pa podpisati, bomo pa podpisali, ne. To je vse. To je naredil Stojko, ne. Najbolj, kar mi je pa všeč, je bilo pa to, ko gledam v dnevniku, ne, stare slikce našega kolega Cikliča. To mi tako lepo delujejo te stare fotke. Dejstvo je, veste, ko ste star, radi gledate stare fotke, pa tudi mlade. Prav enako se mi stori, ko vidim foto Marjan Ciklič. In je seveda nek dogodek, nekaj, ki je zanimiv za današnje ljudi, ki je nekaj čisto drugače, kot je danes. Jaz sem delal knjigo v tržnici, nekaj čisto drugega, kot je Ciklič slikal. No, to je vse. Ja. Uroš, zmoremo narediti eno primerjavo med časi. Se pravi, torej čas, ko je Joco nekako torej deloval na delu. Kaj se je takrat pravzaprav dogajalo z arhivom, kaj se dogaja kasneje, kaj se je dogajalo kasneje, ko smo se pogovarjali, smo se tudi o arhivu dela pogovarjali. Torej, kako si vi predstavljate v bistvu, kako arhiv neke tako velike časopisne, časopisne hiše bi naj izgledal? Ja, meni je bilo hecno slišati, da ste rekli, da ste od njih dobili vse verjetno že digitalizirano, ne? Kar je super, me veseli. Jaz se spomnim Rasula, ko sem prišel na delo, je bilo tako več ali manj papirnate, fotke so bile kar v papirju, nekaj je bilo, nekaj ni bilo poskenirano. Sam jaz ne moram soditi, jaz nisem tam noter to zbrskal, ampak da je urejeno, je fajn in verjamem, da je. Kaj so pa vmes počeli, mislim, da so vas zdesetkali. Tako da me to sploh čudi, da sploh to deluje in po moje to... Se to gospa govori O fotoreportažah, ja. O PDF straneh časopisa, ne o fotkah. Fotke so še zmeraj tako, kot so večine. No, ampak opišite nam pravzaprav, tudi gospa Janja, mogoče poznate stvari iz prve roke. Torej, kako izgleda danes arhiv časopisne hiše Delo? Torej, fotografski arhiv seveda. Ja, mislim, kar se zdaj novejših časov, itak so stvari digitalne. Tako, ja. Kar pomeni, da fotograf, ko fotografira slike, potem da v sistem in pridajo k nam, če jaz prav razumem, date vi v déjà vu, ne? Ja, mi damo v sistem, potem se to predstavi v ta déjà vu. To je pač arhiv. Ja, to so digitalizirane fotke, ki pridajo k nam in vsak dan se zdaj te fotke jih fotodokumentalistka opremi. Tako da od leta, to je v bistvu ta sistem, ta program je narejen prav po naših, mislim, naredili so ga naši IT-evci, prav po naših željah, tako da je, mislim, v slovenskem merilu kar eden redkih, no. Ampak to je zdaj, lejte, mislim, da od leta 2012 je ta sistem za digitalne fotografije postavljen. Tako da res, vse slike so digitalne, opremljene vsakodnevno, res pa je, da med tem so nas zelo zdesetkali, tako da s temi fotografijami se ukvarja samo še ena kolegica, ne. Mislim, med tem so tudi fotografe zdesetkali, kar pomeni, da tudi fotografij ni več toliko, ne. Ja, pa tudi zdaj tako, ne, mi moramo opremiti fotografije, se pravi, jaz ponovadi več časa porabim za opremljanje, kot pa za obdelavo. Kaj pomeni opremiti fotografije? To pomeni, da treba napisati caption,
In spremljaš tisto, kar bo Ilija verjetno bo vedel, kdo, kje, kdaj, tistih 5 vprašanj treba odgovoriti noter, zelo na kratko, in potem pa, ker bo najhujš, v oklepaj moramo dol dati ključne besede. Tle smo pa mi, mislim, da pa vsak po svoje malo strela in mislim, da je zelo zabavno, kar dobite od nas. Tako da, in zelo različno. Nekateri vidijo zelo veliko stvari v eni fotki, drugi pa bolj malo. Ampak tudi nimamo nekih, recimo nismo nikoli uspeli nekega sistema, pa tudi verjetno težko med nami to, hitro se razvodeni. In zdaj, če ti nepravilno opremiš, se pravi, če ne bi one to pogledali, teh po moje 3/4 naših fotk ne bi nikoli več našli. Jaz sem nekaj vprašala, Izvolite. koliko fotografij z enega dogodka date v sistem? Odvisno. Zdaj, če je ponovadi tistih osnovno, je tam 10 do 15, pa zmer še kaj dodatno, to je tudi do 50 pride. Niste omejeni, recimo? Ne. Je zdaj tako, leta, mislim, ko so nas desetkali, je bila ena od stvari, ki so jih hoteli, tudi to, da se na dogodek omeji število fotografij, ki grejo v arhiv. Ampak mislim, da tega se niti nismo držali potem. Mislim, ker ostali sta 2 kolegice, prej so bile 4 v fotodokumentaciji, in pač vsega tega niso zmogle. In je bilo to, prvič to, da naj bi omejili število fotografij na en dogodek. Ampak, kar jaz vidim, je spet, mislim, in to so verjetno vse ekonomski protestov v petek, imamo fotografij, tudi po 50 res. Pa kaj omejujejo? Zakaj omejujejo? Vse je digitalno vse. Ja, zato, ker moramo mi opremiti, zato, ker moramo imeti več ljudi, da bojo te fotografije opremili, in da so imeli razlog, da so lahko, toliko pa toliko. Skratka, so vse ekonomski vidiki, kako se zmanjšuje kadre, se zmanjšuje fotoreporter, se potem zmanjšuje posledično tudi število vnosov, da seveda skrajšamo procese in omejimo obseg dela. Ker je se malo historijata spomnil. Borut, kako se pa pri vas to dela na Mladini, če smo že pri digitalnih arhivih, torej primerjamo malo. Torej jaz imam tudi vemo za primer Večera, danes Saša Bizjaka ni z nami, ker pač zdravstvenih razlogov, ampak Večer je en tak primer, kjer imajo resnično, jaz upam trditi, da v Sloveniji najbolj urejen arhiv, kar pomeni, da imajo negativoteko popolno, torej arhiv vseh Večerovih fotoreporterjev. Vsi so pustili tam svoje arhive, vse je tam, vsi lahko to uporabljajo, tako Večer kot sami fotoreporterji, če želijo svoje stvari objavljati. In torej oni sproti negativoteko, torej negative skenirajo po potrebi, imajo pa seveda vse strani časopisov, torej celotne, vse edicije časopisa skenirane. Tako da, in oni isto pravzaprav opisujejo ta sistem dnevni vnos v digitalno bazo s ključnimi besedami, s popisi torej dogodkov oziroma pač fotoreporterjevega dela in to potem gre v digitalno bazo. Kaj pa Mladina? Ja, podobno. Fotografije so na nekem strežniku, obstaja program, ki poišče zaželeno fotografijo, pogoj pa je, da jo najdeš, so pa ključne besede. Tako da običajno imamo več načinov, bi rekel, nalaganja. Eno je prispele fotografije po mailu, če je kakšen od kolegov, ki ni ravno tedenski sodelavec pošlje, potem se to predstavi v ta arhiv. Ena stvar je preko FTP strežnika z temi rednimi sodelavci ali pa preko WeTransferja. In se strinjam, ko ste rekli 50 fotografij po petek, pri nas jih prej bi rekel znatno več. Jaz sam jih dam več na strežnik. Predvsem zaradi tega, ker zlasti pomembne stvari slikam tudi v RAW formatu, verjetno tudi marsikdo od nas, in to zahteva veliko prostora. In če imam jaz te strašne kapacitete z diski, potem ima tudi stisnen format lahko Mladina, bi rekel. V glavnem, pomembno opisovanje, vse prispele slike niso opisane, to potem jaz malo dopišem, tako da je približno opremljeno. Tukaj ali pa smo bolj ali manj dosledni. Največja težava je to, da v tej množici recimo znanih oseb, pa primernih oseb za opisanje, niso opisane, ker recimo na neki sliki je preveč oseb, ki bi jih opisal, čeprav se kdaj išče ravno sliko z nekim določenim kadrom, vendar slike ne najdeš, ker ni opisana oseba.
Tako, na ta način. No. Skratka, Mislim, ključen. program je zelo učinkovit, no, včasih pa tudi zataji. No. Se je zgodilo tudi, da je že enkrat, bi rekel, se je sesul, ampak potem z neko srečo so ga nosilci pravic, v bistvu prodajalci so ga vzpostavili nazaj. No. No, k temu se gotovo še vrnemo, kar hraniš ti, torej kaj hrani uredništvo, kaj hraniš ti. Mogoče pa se preselimo v tem trenutku tudi v bolj samostojne fotoreporterske vode oziroma v bolj pravzaprav samostojno delo. Meta, vi nikoli niste bila vezana neposredno povsem, torej nikoli niste bila prav zaposlena, če se prav spomnim. Tudi na Mladini ste sodelovala kot honorarna sodelavka. Sodelovala ste številnimi, seveda uredništvi tesno, ampak kaj pa je z vašim arhivom? Jaz bi zelo težko govorila o mojem arhivu v tej družbi, ker jaz bom tako rekla, jaz sem na nek način amaterska fotografinja, ampak ne v tem smislu, da pač to nek drug nivo kot profesionalni fotografi, ampak v tem smislu, da pač fotografiram takrat, ko jaz hočem, tisto zgodbo, ko jaz delam in zato imam tudi blazno manj negativov, še vedno pač delam dosti na film, dosti manj, jaz imam mejhan arhiv, neurejen arhiv, ampak je obvladljiv ravno zato, ker je mejhan. Tako da tle jaz v tej... Ne, se zaradi tega zanimajo različne izkušnje, ja? Se mi pa tako zdi, da so tudi osebni arhivi zelo dragoceni, ne? Tudi družinski arhivi, recimo, predvčerajšnjem sem gledala film Nike Autor, Obzornik 80 Metka Meki, to je, ona je delala film v svoji teti, ki živi kot gastarbajterka že, mislim, da več, od leta 68 v Nemčiji. In jo je pač zdaj snemala, ne? In pač pripoveduje gospa pač to, kar se zdaj dogaja, vmes kuha in tako. Ampak največ pa ti zveš o tem gastarbajterskem življenju iz njenega osebnega arhiva, ne? Iz njenih družinskih fotografij. Ne? Tako da jaz mislim, da vsi arhivi so nekako dragoceni, no? Pa ne bo to profesionalni ali ne bojo to naši družinski ali kakorkoli, da je vse vredno ohraniti. No? Ja, no, se tudi iz tega stališča pravzaprav smo si želeli slišati tudi vašo plat, torej veliko ste delala tudi z Marjem Magajno, torej Primorski dnevnik dobro poznate. Kako so pa tam stvari urejene? Torej vemo, tam so stvari zelo slabo urejene. Jaz v bistvu v tem prispevku, ki je nekako govoril o identiteti fotografije v Primorskem dnevniku, sem manj se posvečala Mariju Magajniku kot drugim fotografom, ker je pač v njem že zelo veliko napisanega, ampak kar me je tako v bistvu zabolelo. Primorski dnevnik je imel, za njega so delali v bistvu v službi, mislim, da ni bil nobeden, razen Marija Magajna, ampak so bili na nek način zelo zapostavljeni. Ne? Vsi so bili, ali pa vse te, ki sem jaz gledala, so bili dobri fotografi. To, kar je pa objavljeno v Primorskem dnevniku, so pa, ne vem, fotografije raznih srečanj, na katerih je 50 ljudi, ali pa nekih okroglih miz, ali pa ne, tako da sploh niso prišla njihova dela do izraza. Ne. In ravno tako se zdaj menimo z Primorskim dnevnikom, da bi pač naredili tako serijo zgodb o njihovih fotografijah, ampak o fotografijah, ki jih niso imeli priložnosti objaviti. So jih dela za Primorski dnevnik, ampak jih niso imeli priložnosti objaviti, ker so pač niso pokrivali teh standardov, ki jih je pač uredništvo ali urednik, ki ponavadi ni imel, urednice še niso imeli v uredniki, ki ni ponavadi imel občutka za fotografijo, se mu pa zdelo, da mora biti čim več ljudi gor. In zato pač vizualno časopis na nek način še kar trpi. No. In hkrati sem se pa tudi tako spraševala, ker znam kar od nekaterih fotografij in vem, da so bili dobri. Vem, da so bili dobri fotografije, to boste pa bolj vi vedeli, kako mora biti to frustrirajoče. Ne?
da ti narediš neko fotografijo, ki se ti zdi, da to je pa res tisto, ampak potem ti pa objavijo pa čisto nekaj drugega. Ne? Ali pa samo eno fotografijo iz cele serije. Ne? Seveda dnevni tisk je predvsem temu zelo podvržen, ne? Torej, da Primorski dnevnik je verjetno res tak primer zelo izrazit, ne? Pa tudi Delo ne nazadnje. Ne? Torej, posnetega je bilo vedno več gradiva, več narejenega, zrelo za fotoreportažo, pravo fotoreportažo, ne? Ki pa ga dnevni tisk potem težko objavlja. Ne? Joco, kakšne so bile vaše izkušnje? Kaj je pravzaprav fotoreportaža? Kje fotoreportaža v dnevnem tisku lahko najde mesto? Vemo tudi, da ste recimo v sobotno prilogo zelo veliko peljeval nekako posamezno fotografijo, ki nekako doskrat tudi ni imela neke povezave z besedilom oziroma je bila utrinek, je bila tudi umetniška fotografija, kar je imelo v tistem času verjetno namen predvsem vsaj upeljevati fotografijo v časopis. Ja, gledam konkretno delo, tako zvano reportažno stran, kjer so bili združeni teksti z malo več fotografijami. Zavisi, koliko je bil urednik te reportaže naklonjen. S tem stvarem je dolgo časa je bil konkretno moj prijatelj Željko Kozinc, ki je imel rad fotografijo. Ne? In takrat se je tudi pojavljalo kar precej fotografij in seveda so novinarji skupaj s fotoreporterjem hodili na terenu to pogledali. Zavisel pa je seveda od tematike. Ne? Če so bile neke katastrofe, so bile po 2 strani fotoreportaž in tako dalje. Tega je bilo. Ampak dobro, zdaj smo... Ampak tu govorimo bolj o sobotni prilogi, ne? Se bomo v arhivih bolj pogovarjali, ne? In o dokumentacijah. Jaz bi se spomnil, malo bom privatiziral, jaz sem spomnil edinega prvega našega fotodokumentarista, skoraj bolj gluh je bil, kot jaz, Rudi, krasen gospod. Ne? On je živel za te fotografije, ki smo mu jih prinesli in jih je čuval. In če je kdo, kak novinar prišel, on je se moral podpisati, da jih bo vrnil. Potem, ko je ta revež odšel, ali pa je umrl se vseeno, smo pa dobili nakupenih deklic, ne? Ker se jim pa je šlo zgolj, čisto za nič jih ni zanimali. Kje se slike nahajajo, a prihaja nazaj. Uredniki posamečnih rubrik so imeli navado, je poslal dol kurirja, prinesel mi 20 slik na temo to pa to, ali pa Bojana Križaja, ali pa bilo kaj. In objavil eno, so ostale na mizah, ali pa so šle domov. Meni še zdaj pošiljajo razni prijatelji sinov nekaterih novinarjev slike, ki so moje, ne? Moje doma. Vse doma. To je šlo v nepovrat, ne? Škoda. Kradli so tudi, veste, ni bilo to zaklenjeno tako, ne? To je bilo odklenjeno, vsak novinar, ki je prišel, lepe slike, pa jih je vzel, ali so bile to devojka, ali je bilo nekaj. Jaz sem nekoč našel v podvozu železnice 15 najlepših Titovih slikov. Ne si jih eden nabral, ampak jih je zgubil. Še to povrh, ne? Nikoli več ni bilo. No in potem, gledajte, bom še malo privatiziral. Z Danilom Slivnikom, ko je bil direktor, sva podpisala pogodbo, ki jo še imam, da bom vse moje filme, te, ki jih zdaj dajem tja, torej ne vse, ampak tisti, kar bom izbral, da bojo skenirali, vzeli eno sliko zase, eno pa jaz vzel. Podpisan, dogovoren. Je bil pa ta naš tehnični direktor, ali karkoli je bil, en tak neumnež, ne, da Bog pomaga. On je kupil en skener, ki je bil tako slab, da te prve slike, ko sem jo dal delati, 13:18 bi še šlo. Ne? Ampak če se skenira, če se uporablja čas, boš pa že dal malo več za skener, ko pa 300 evrov. Ne? In smo prekinili. Jaz smo rekel, veš kaj, on je pa rekel, ne, to je vse dovolj, jaz vem, moj fotor je bil fotograf, ali nekaj se je vtekoval v naše delo, vse drugo, v tisto, za kar je bil plačan, zadolžen pa ne. In tako je recimo šla v Maloro
delova dokumentacija. Ampak, Jocor, povejte nam pot dejansko svojega arhiva. Torej, vi ste leta in leta, desetletja delali torej za Delo. In ko ste se upokojili, ste svoj arhiv vzel domov. Vse je bilo v Delu. Ne? Sem imel tudi srečo, nekoč sem imel Lomnih, malo po osamosvojitvi, ve se kdo, to smo pa vse zvone, ravno ko so iskali mojo dokumentacijo v arhive, da si jih pa na srečo na Delu. Ulomilo hišo, ne da bi se kjerkoli videlo, razmetali hišo, ne dogled, če ste gledali film Male vas, ste to videli, ker tam je posneto vse, policaji so rekli, kaj takega pa še nismo videli. Tok so bili besni, ker niso nič našli, da so recimo vse moje, če moje bogate zaloge dragocenih pijač so zlivali po pusteninah, po poslah, po zavese trgali, po obleke. Recimo, toliko se jim je zdela dokumentacija pomembna in dragocena. Ne? In od besa, ker niso se razbeženi, nakit vse odnesli pa nič. Skratka, na avtorju ostaja pravzaprav torej hramba arhiva. Borut, kako je s tvojim arhivom? Torej, če pogledaš svoj arhiv, praviš, hranim RAW formate, torej, jaz sem tisti, ki mora zagotavljati prostor temu arhivu. Kak je pravzaprav tvoj odnos do tvojega arhiva? Torej, je to tvoj arhiv? Je to arhiv Mladine? Kakšna so razmerja torej, med posameznim avtorjem in uredništvom? No, če prej Meta rekla, da je amaterska fotografinja, tudi jaz imam še vedno občutek, da sem ljubiteljski fotograf. Hočem reči, da smo bili vsi po Tonetu Stojko, to smo bili vsi v bistvu honorarni sodelavci. No, hočem reči, da nekaterih vprašanj nismo nikoli odpirali, oziroma kot je rekel Don Kihot, na nekatere vprašanja ne kaže iskati dokončnega odgovora. V glavnem, neko tako stanje se dogaja z našim arhivom in z Mladino. Hočem reči, malo se hecam, ampak v resnici gre za naslednjo stvar, da je pravzaprav, mislim, da klele par nas, ki delamo tako stalno, da razumemo kot, mi smo samo zaposleni in imamo, delamo pravica prve objave Mladina. In na nek način je tudi, mislim, to je moja interpretacija, ne vem, kako bodo odgovorni ljudje iz časopisa komentirali to, ampak če se pokaže potreba, da je kandidira za to fotografijo še kdo zunanji, potem se običajno dogovorimo tako ali drugače. Če zaprosi časopis, če zaprosi Mladino, običajno Mladina posreduje, če mene zaprosi, jaz posredujem. V glavnem, to niso neke take številke, da bi to na kogarkoli, ki bi rekel, finančno vplivali. Vsi imamo radi promocijo, fotografijo, vsi in tudi med nami, med kolegi, si velikrat, bi rekel, ali zamenjamo sliko, oziroma dosti jaz dan, ker nisi bil na dogodku, naslednjič jo ti daš meni, seveda s tvojim podpisom ali pa z mojim podpisom. No, ampak če se vrnem na vprašanje, Tone Stojko je izjemno dober urejen arhiv, ko sem jaz začel delati na Mladino, verjetno je bila njegova šola, to lahko Tone sam pove, ker je delal za teater in je imel tam nek red in po predstavah, po letnicah, naj sam komentira, mi smo v bistvu, vsaj kad smo začeli, sem v bistvu delal iz te lepote dela, skratka iz lepote dela in nisem bil skrben arhivar svojih negativov. Spomnim se, da sem celo v tej leta 92, ko je bila begunska kriza, prva jugoslovanski begunci, ko so šli v Zahodno Evropo, vem, da mi je en ameriški časopis takrat, ne vem, slišal zame, najel in so tam 2-3 dni so hodila po Sloveniji, so slikala te begunske centre, begunce in seveda pogoj njihov je bil pa to, da slikam na slajde, na diapozitive in da jim izročim nerazvite filme, posnete nerazvite filme. Jaz sem jim dal tam eno kopico posnetih nerazvitih filmov, ker je bila moja zavest, bi rekel, še na relativno nizki ravni. Danes seveda obžalujem, ker bi lahko imel eno lepo zbirko tistih dogodkov v barvah. Tako da me imam malo razseljeno, zlasti v filmih. Mislim, da nekako shranjeno imam vse, vendar nimam dobrega reda, tukaj žal moram priznati. Potem je še en moment, da ob obletnicah ali ob raznih priložnostih se pojavijo pobude, a imaš tisto sliko tam, potem jo seveda daš, pa pol v bistvu nimaš časa takoj vrniti nazaj v točko, vmes sem se še nekajkrat preselil, sem me 3-krat selil, tako da s tem je težava.
Je pa z časom digitalne fotografije je pa dober, ker je, kot rečeno, ključna beseda in ti program najde, več ali manj najde. No, ampak mogoče Uroš, vseeno iz vidika tudi zgodovinjanja fotografije ali pa fotoreportaže, reportažne fotografije. Kako pravzaprav ta nejasnost avtorskih pravic, razmerij, v bistvu nesistematične skrbi za arhive in znotraj uredništev in odgovornosti, ki se na nek način v našem prostoru nalaga avtorjem samim, da skrbijo za svoje arhive. Mogoče, kaj to pravzaprav pomeni za trenutno stanje, kako se to kaže v trenutnem stanju, torej tega vizualnega arhiva našega, oziroma kaj to pomeni za prihodnost, oziroma a je zdaj čas, da bi začeli razmišljati drugače, oziroma da bi začeli delati drugače? Sem pa jaz kar rekel tako, da smo mi v bistvu odgovorni sami za svoj arhiv. In zdaj mi smo se pač organizirali nekaj fotografov, 5 slovenskih, en nemški, en Nemci in en Hrvat, sodelujemo zelo veliko na različnih projektih. In imamo neke vrste kolektiv in enostavno smo nek svoj sistem arhiviranja razvili, kar pomeni tudi, glede na zadnji potres, ki se je zgodil v Zagrebu, smo vse skupaj duplirali, kar je sicer finančno bilo kar majčkeno zahtevno, ampak zdaj se pravi, imamo vse v Ljubljani in v Zagrebu, ker zdaj pa upam, da imamo te sreče, da se bo naenkrat podarili to. Tako da so te serverji, mislim, da je to naša odgovornost. Super je, ker imamo znotraj kolektiva, en od fotografov je zelo, kako ne rečem, IT izobražen, se pravi, da obvlada te stvari in nam vse to dela, drugače ne imam pojma. Jaz mislim, vse stvari, kar rabimo, enostavno njemu dam, kopiramo na razne diske in potem se to vse skupaj kopira na ta centralni server, kjer so fotografije opremljene tako, kot morajo biti, in tudi v bistvu vidimo, da naročniki zelo cenijo, ko jim damo dostop skoraj v realnem času, se pravi v 15 minutah imajo oni že dostop do prvih fotografij, vedno tako delamo, da se pravi nadaljavo pošiljamo direkt z aparata in potem na ta način. Se pravi, tle tudi moramo biti malo odgovorni. Zdaj jaz sicer sodelujem z Delom tukaj v Sloveniji, tukaj damo gor, zdaj ne vem, se pravi, tukaj opremo mi, po enem tednu gre te fotografije v arhiv. Tako da zdaj ni to nujno slabo, da smo mi odgovorni za arhiv. Zdaj, kako pa hranimo, to pa drugo. Jaz si pač vse spravljam na neke diske, če bo, ne vem, moja hči kdaj hotela pregledovati, ne pregleduje, bo vse skupaj stran vrgla, ne vem. Filme imam pa spravljeno v eni muzejski škatli, ki sem jo dobil od enega kolega, vse je šlo noter, težka je, kot hudič, je pa, se pravi, vodoodporna, tako da recimo, da tudi če poplavi, da bo preživela. Tako da mislim, da tle vseeno moramo mi biti malo, se moramo zavedati tega. Jaz mislim, da je bolj pomembna stvar ta, da kaj imamo mi možnost narediti, v primerjavi s časi, ko je Joco delal, pa recimo tudi, ko sem jaz začenjal pred 20 leti, smo še nekako ta politični portret je bil še živ. To je, mislim, da je večji problem. Zdaj, politika se ogromno pokriva, pa ni bo to kot samo en tak simbol vsega. Se pravi, takrat je bil politični portret še živ, zadnjih, recimo, 10 letih je pa, mislim, da zdaj je pa dokončno umrl politični portret, ker zdaj pa PR-ovci in PR-ovke določajo, kaj in kako se bo fotografiralo in malte ne, da še navzamejo fotoaparata in namesto nas naredijo. In to smo imeli zdaj večkrat že prepire v parlamentu in povsod in recimo včeraj je bil dogodek otvoritve novega terminala na letališču, kjer pač samo smo bežali kot otroci, ker so nas lovili dobesedno. Na koncu smo šli na ogled, nismo smeli, ker je najprej mogel reči Janez Janša na ogled sam, potem smo šli pa še vsi ostali lahko, oziroma ne, potem smo imeli pa po barvah nas razdeljene in mi smo čakali po 2 urah, pa pol 3 nekaj tazga, smo rekli, zdaj pa jaz grem. Malo obrnemo okrog in vsi gremo, se sprehodimo čez terminal, živ Bog nas ni vprašal nič. Se pravi, da to je nekaj, kar so si namislili, ampak nekaj, kar so si namislili, neka umetno ustvarjeno okolje. Ampak kaj hočem tle reči, je to, da enostavno to kontrolirajo, kaj bomo naredili, kako bomo poslikali, da enostavno
ne moreš nič več narediti. Ne. Kar se političnega portreta tiče, je pa to čist nekaj drugega, kar smo včasih lahko delali, pa kaj zdaj. Ne. In tukaj zmeraj rečem, PR je pač ubil politični portret. Ne. No, to vsi fotoreporterji pravijo, v bistvu, da je to na nek način današnja cenzura v fotoreportaži pravzaprav zelo drugačna. Ne. Je omejevanje dostopa, predvsem je torej ta PR-ovska distanca, ki dejansko preprečuje torej dostop fotoreporterjev do dejanskih vsebin. Pa poleg tega so tukaj seveda potem še varovanje osebnih podatkov, otrok ne smemo fotografirati, torej do politikov se ne da. Sam se ta GDPR ni tako bav na koncu. Ko smo bili včeraj imeli eno predavanje in ni tako grozno, je pač obstaja. Ne. Samo se da vedno, problem je bolj, ki se ga narobe razlagajo. Te prvi so policisti, oni si ga narobe razlagajo, drugi so v vseh šolah si ga narobe razlagajo. Ker jaz, mislim, to, kar sem jaz rekel včeraj, če jaz zjutraj grem fotkat v eno šolo, pa moram otroke v hrbet fotkat, zvečer pa pridem domov in gledam svoje hči po televiziji in pa se vprašam, dobro, čakaj malo. In jo vidim obraz, se pravi, kaj je tukaj narobe? Se pravi, na tej šoli, kamor ona hodi, si pač prav razlagajo, tja, kamor so pa mene poslali, si ga pa popolnoma narobe. Ne smemo, ko imamo podpisano dovoljenje, ja, sam ne, rajš ne. Jaz sem čakaj malo, kaj zdaj rajš ne? Ja, ne, in potem ta večni prepir in to. No, ampak še vedno podpisana dovoljenja staršev in tako naprej. Ne, in ne vem, Srđan Živulović recimo je omenil primer, ko mu je iz sosedne, torej iz druge skupine vrtčevske otrok pač prišel na okno, on je fotografiral to skupino, ki je imela recimo dovoljenje, tisti otrok pa ni imel in je bila potem seveda težava. Ne. Ja, samo to morajo vedeti, to morajo pa tudi na šoli vedeti. Sem jaz tudi primer, ker je bil en otrok, sam pa nisem mogel staršev dobiti, ni prinesel podpisanega dovoljenja, ker so vedeli, da pridem. In pa so hoteli imeti skupinsko sliko. In dobro, tisto skupinsko smo naredili, sem privat poslal, ampak što se v tem, da jaz sem rekel, sam povedite mi, kjer je, in pa sem ga jaz, na kjerih fotkah je pač bil tiste fotke, ki so šle noter, Bog pomagaj. Ker on se je hotel isto igrati, kot vsi ostali. Zdaj ne moreš ti, otroku ti to ne moreš razložiti. Ni me to super, da se fotkajo. Na koncu je diskriminatorno pravzaprav, ne? Ja, ampak gre pa za te neke, pač ljudje se ne zavedajo, da če so recimo zdaj tukaj, da bi med nami, recimo, da mi rečemo, mi se nočemo fotkati, nočemo se snemati, če bi med nami sedel in zdaj politik, žal, je tukaj politik, smo v njegovi bližini, smo lahko fotografirani in objavljeni. Ne moramo čisto nič, po GDPR-ju. Tako da, to je, hočem reči, da ni tak, da je večji bav, kako se mi vse te stvari razlagamo. Po drugi strani se pa od nas zahteva, pa mislim, da smo pa mi, fotoreporterji, vsi odgovorni, imamo neko odgovornost do družbe, ker čez 10 let, recimo, COVID-a pri nas ni v Sloveniji. In COVID-a v nobenem arhivu ne bo, ker prišel je v bolnico Uroš Abram, prišel je v bolnico Matej Povšek, ki ga je najel klinični center in videl sem ene fotografije, ena študentka na Vistu je oddala eno nalogo v COVID-u. Vsi ostali, pa se ni treba samo v bolnico priti, ampak karkoli povezano s COVID-om, to je bila taka težava, to je bilo toliko enih prošenj, nič se ni dalo. Skratka, to vpliva tudi dejansko na arhiv, oziroma vpliva na ta kolektivni vizualni spomin, ki ga fotoreportaža oziroma reportažna fotografija kreira. Ne? Torej, tukaj bomo imeli zdaj zaradi teh pravil pravzaprav luknje v arhivih. Ne? Ja, mislim, da mi imamo to neko odgovornost, se pravi, moramo odgovornost obnašati, se pravi, da nekaj beležimo in tle mislim, da je največji problem. Mi pa pač tega, marsikdaj pa tega ne moramo, enostavno se ne da, ne? Ker je blokada, ne samo omejitev gibanja, ampak pač kontrola izgleda. Ja. Hkrati, hotel sem samo to reči, absolutno se strinjam. V glavnem, tako kot je Meta rekla, privatni arhivi, javni arhivi, časopisni arhivi so izjemnega pomena. V bistvu raste tudi zavest o tem pomenu, hkrati se pa v bistvu zožujejo to, kot ste zdaj omenjala, pravice v bistvu do dostopa, ne, in mogoče to ogorčenost delimo reporterji tudi na ta način, da so to javne firme, v državni lasti in imaš onemogočen dostop. Ne? Skratka, to je problem. Razumem, da je neka privatna firma, pa ti lastnik ne dovoli, ampak to je naša firma, državna, javna firma in imaš onemogočen dostop. To je problem. Ne? Namreč odgovorni ljudje se ne zavedajo, da je pravzaprav vsak trenutek v nekem momentu zgodovinski trenutek. Ne? Skratka, ni te zavesti o zgodovinskem pomenu sedanjosti, ne? Morebitnem zgodovinskem pomenu sedanjosti. In to bi mogli odprt prostor, v bistvu odprt dostop. Ne? Podobno je tudi za ulično fotografijo, ki je tudi problematična.
Ne, skratka, osebnostne pravice, to, kar ste vidno rekla. Zdaj pa, če gledam, recimo, bi rekel, tudi ta zavest, recimo, raste. Ne? Z razvojem fotografije se je tudi blazno razširil trg fotografskih knjig. In zdaj v zadnjih letih je en kup enih knjig iz preteklosti. Ne? Bi rekel, en kup, ki nikoli niso bile objavljene, v bistvu zdaj se objavljajo arhive ali posameznih fotografij ali v obdobji, ali bi rekel Nemčija v začetku stoletja. Skratka, zdaj je neka renesansa vseh teh zgodovinskih trenutkov, ki prej nikoli noben od teh ni pomislil, da bi izdal knjigo, verjetno o tem. Hkrati je pa, se zdaj zavedamo tega pomena, ne? Ampak pomeni, da je bilo dobro arhivirano, da zdaj lahko to knjigo izdaš. Ne? In mogoče bo knjiga o COVID-u išla čez 10 let. Ja, upajmo, da je kdo vseeno kaj posnel. Ne? Bo šla čez 10 let, vendar ne? Ja. Bi rekel, našim nezmožnostjo to fotografirati. Ne? Mislim, govorim recimo ta medicinski del. Ne? Meta, mogoče... Da sem nekaj dodati, da to ni tako, da fotografi se od nekdaj zavedajo, da so njihovi arhivi pomembni, da bojo enkrat pomembni. Ampak sem pred leti delala intervju z Živo Kraus, ona je galeristka v Benetkah, galerijo Ikona, prva fotografska galerija v Benetkah. Prva je sredi 70-ih in je razstavljala v 80-ih, 70-ih, že 80-ih vse res pomembne svetovne, predvsem ameriške fotografije. Ampak zanimivo je bilo pa to, kar je pravila, ne? Ko je recimo gledala njihove arhive. Ne? To sploh niso imeli urejeni, sploh se niso z njimi ukvarjali. Recimo Giselle Freund, ki je zame ena najboljših fotografij, ne? Izjemno jo cenim kot fotografinjo, kot teoretičarko, jo je Getty, ko so odprli muzej, so jo povabili v Kalifornijo za ne vem koliko časa in je pa Živa Kraus rekla zato, da so ji ukradli arhiv. In v bistvu praktično jim zastonj dala ta arhiv, ker sploh niso imeli, nek si rekel, knjige, sedaj nekaj. Niso imeli tega občutka, da so njihove fotografije nekaj vredne. Isto je Getty dobil od Andreja Kerteša, na ta način, ker je pač imel malo denarja, ker ne vem kaj, in je dal praktično zastonj kompleten arhiv. Ne. Tako da ta zavedanje, ne, da to, kar delamo, ne, da zna biti enkrat vredno, da se bo lahko nekaj iz tega arhiva naredili, je zelo pomembno. No? Ja, pa tudi seveda dostopnost, ne? Sej to sem tudi želela navezati. Ne? Mogoče, kaj pa prakse, Meta, mogoče poznate predvsem prakso mogoče National Geographica. Kako pravzaprav vladajo ta razmerja med torej, časopisom, fotoreporterji? V bistvu ne poznam več, ne delam več, ampak tle se mogoče jaz tako sprašujem. Ne? Ali pa, ne vem, kaj pa recimo Adria Inflight, z njo ste kar sodelovali, ne? Ja. Torej, hočem reči, neke mogoče revije, ki so bile še bolj nekako ekonomsko usmerjene oziroma so še bolj pod vplivom trga. Ne? Ja, Adria Inflight magazine je pač, večinoma smo objavljali reportaže fotografov in fotografinj, ki so jih že delali. Honorari so bili zelo visoki, višji kot, mislim, da še celo višji kot na National Geographic v tistih časih, ko so še oni imeli visoke. S tem, da pač neki so pa delali tudi samo za nas, ampak pravice so bile absolutno od fotografov, fotografij nismo imeli za enkratno objavo in to je bilo to. Skratka, ste plačevali fotoreportažo, fotografijo, ki je bila objavljena in nič. Mislim, bilo je pa tako, zdaj pomislim, jaz sem pač pred leti urevala revijo fotografijo v to, koliko je danes lažje, ki je vse digitalno, ne. Takrat si dobil kar originale, ne. Delala sem pa zmeri doma, ne. Ni imela ne revija fotografije svojih prostorov, tudi ko sem Adrijo revala, sem imela pač doma
te dosti vredne negative diase in sem bila zmeraj tako zelo panična, še na podstrešju stanujem, ker bi bilo zanimivo. Tako da to je zdaj precej lažje. Zdaj precej lažje, ja. So pa vmes verjetno, gospa Janja, vi boste vedela tudi seveda izzivi digitalizacije, ne? Torej, Delo ima digitalizirano torej vse svoje izdaje. Kaj pa ostala digitalizacija? Prej smo poslušali kolegico iz Muzeja novejše zgodovine, torej oni so prevzeli arhiv Dela, ampak prevzeli so negativoteko, ne? Zdaj, kaj pa je ostalo vam pravzaprav, oziroma kako je zdaj tukaj gradivo pravzaprav digitalizirano? Ja, zdaj je tako, naj se navežem na gospoda Locota. Mislim, kar jaz sem brala, oziroma jaz sem hotela, da bi prišel moj bivši šef, to je bil Bojan Štefančič, ki je bil dolga leta urednik dokumentacije, oziroma vodja dokumentacije, ne? In on se je res s tem ukvarjal in on bi res imel kaj povedati. Mi je pa napisal en tak kratek historiat, kaj se je dogajalo. Napisal je tudi, da včasih v Delu sploh ni bilo, da se negativov ni hranilo v fotodokumentaciji. Tam so se hranile samo slike. In da šele, ko je šel nek fotoreporter v pokoj, da šele je dal slike v fotodokumentacijo oziroma jih je odnesel domov. Slike ne, filme. Filme, no? Slike so ostale pa ne. Glede, to je vse res, ampak za filme jaz jih odnesel. Jaz to stav. Ampak avtorska agencija, zakonodaja, vsi so rekli, da sem jaz lastnik. Kako se je to začelo? Jaz sem v 10-letnici države naredil knjigo 10 let je Slovenija država, kjer sem povabil vse moje kolege z Dela, ker so bili moji fantje, da bomo fotografsko dokumentirali vsako leto posebej. No in takrat se je tam nekdo znašel, ki je hotel, da to plačam. Dal sem pa v lastne izdaje, ne? No, to je pa zelo zabavno, ne? Sem šel lepo na tele inštitucije, ki se ukvarjajo z avtorskim pravom in so rekli, ne, to je vse vaše, 5 let staro, vse vaše. In sem lepo rekel, hvala in sem jih odnesel, da jih bomo dal tja. Ampak pogledajte, ponovno pravim, to so bili malo čudaki, tile tehnični voditelji, seveda so kupovali mašinerijo, tiskarne, ne vem kaj vse. Jasno, tam se je dobil denar zraven, da to jih pa ni zanimalo. Jaz sem imel najslabšo možno opremo, kadar sem kam šel po svetu. Najslabši skener, najslabši modem, najslabši računalnik. Vsi so že zdavne vse oddali, meni se še tam zmerja ko je bila 29 sekunda, zek pa je šlo. Ne. Jaz sem trpel, da primer greste na olimpijano, eden vozi, ga slikate med vožnjo, ne, čez 8 ur bo razglasitev, jaz sem še zmeraj tam sedel. Da ne govorim, tudi smo imeli slabo tovrstno organizacijo, v katero se jaz nisem hotel vtikvati. Meni so ponujali, da bi jaz imel fotodokumentacijo, ne rekel niti po slučajno, ne. Vse imamo dol en kup devojk, ki so bile in pod Bojanovim vodstvom. Ja, to je bilo tako. In jih pač ni znal, mislim, ni bil organizator. Ne? Torej, bilo je tako, da je pač negativi so bili shranjeni v atomski kleti, kamor so šli leta 1998 zaradi premalo prostora v fotodokumentaciji. In 1998 so šle v atomsko zaklonišče, kar pomeni, da so bili neprimerno hranjeni, na kar so se odločili, da te negative podarijo Muzeju novejše zgodovine. To je bilo leta 2009 in takrat je Delo dobilo v bistvu Valva Zorjevo nagrado za to. Je bila pa menda takrat to ena enormna, teh negativov je bilo ogromno. Pol milijona bo rekla Andreja, ne? 610 000 preštenih z mojimi rokami. To je bilo 610 negativov od leta 45 do 85, kakor jaz vem, a ne? Ja, nekaj 87. Ja, torej, negativi so šli v Muzej novejše zgodovine, nam je ostalo samo še slike na papirju. Te so še zdaj tam, organizirane so pač po klasifikacijah, po temah, po osebah, vmes so tudi
izrezki iz raznih revij, kar se je včasih delalo, smo slišali, a ne, da se je to objavljalo potem v časopisih. In kar se tiče digitalizacije zaenkrat, ker pač nimamo kadra, digitaliziramo, kadar je povpraševanje potem. A ne? Naprimer, osamosvojitev smo zdaj veliko digitalizirali, ne vem, kaj je. Ta teden smo, leta 1991 je bil svetovno prvenstvo v kajaku in kanuju, to smo digitalizirali. Ampak to je čistko, ne? To je digitalizacija po potrebi. Ja. Ni pa nobenega interesa, ne? Da bi se to, mislim, saj kar se firme tiče, da bi se to digitaliziralo. To je bil glavni problem. Ker arhiv je še zmeraj normen. Mislim, še zmeraj je 1,5 milijona fotografij v teh predaljih. Slivnik je takrat bil absolutno navdušen, ne? In me je takoj podpisal. In bi vse moje stvari, ki bi si jih jaz mislil, bi bile digitalizirane, če ne bilo tistega Bizgota, ki je kupil najcenejši možni skener do 1318. Vse je to dovolj za časopis. Ampak če bom, kaj pa če bom hotel, recimo, eno sliko malo večjo ali pa razstavljati, ali pa čez celo stran, ali pa to, ne. To se ti ne boš vtikoval, ker smo mi tukaj plačani za tehnično. No, to se seveda. To je v bistvu razlika, ne, med arhivom dela, ne, to je arhiv nekega, naša osnovna dejavnost je izdaja časopisa, pa med nekim muzejem, katerega osnovna dejavnost je druga. Ne? In tukaj z arhivom nekim nikoli ni bilo kapitalskega dobička. Niso znali ceniti. Ne, niso znali ceniti. Ja, tudi unovčiti, ne. Ko smo fotografi predlagali pred leti z Vorancem, smo jim predlagali direktno, da naredimo tako v stilu agencije, se pravi, da so prenaven, da so pripravljeni pomagati, pa ni bilo. Pri tem se je nehal, ne, so rekli, ja, zakaj že v tem stilu. No, vidite, da to bi nekaj denarja mogli dati. Ja, nikoli ni bilo pripravljenosti nekaj vložiti za to, da bi se potem to tržilo na ven. Zato, ker pač to ni osnovna dejavnost. Skratka, iz tega lahko zaključimo prvič, da je pravzaprav zelo veliko odvisno od osebe, ki na nekem delovnem mestu dela, koliko vidi interesa v tem, koliko pravzaprav ima občutka za arhiv, koliko vidi nekega svojega poslanstva pravzaprav v tem, da sistematično ohranja stvari. In na drugi strani seveda tudi nekako lastnost fotoreporterja, ki je pa lahko razumljivo težko združljiva. Torej, fotoreporterski poklic je izredno dinamičen, je hiter, je vedno v pomanjkanju časa pravzaprav, ne? Medtem ko dokumentacijski pristop seveda zahteva ogromno časa, ogromno vložka v to, da smo sistematični, da prav ohranjamo, da sistematično to počnemo. Ampak, torej, če gospod Joco pravi rešitev, ne, v tem trenutku jo verjetno vidite v svoji rešitvi, ki ste jo v tem trenutku našli v muzeju, da torej nekomu to predate, da je pravzaprav vaše življenjsko delo na ta način shranjeno. Kaj pa, torej, mlajši, kaj mislite pravzaprav, oziroma kaj je v tem trenutku tisto, kar je pravzaprav na inštitucijah oziroma morda na sodelovanju med časopisnimi hišami in inštitucijami, torej na obeh straneh, pravzaprav, da se ti principi nekako bolj združijo, ne? Torej, zavedanje potrebe po dokumentiranju, kot se seveda kaže pravzaprav v zavedanju po fotoreportaži kot taki, ne? Se pravzaprav gre za isto stvar, gre za pozornost do fotografije. In pa na drugi strani inštitucij, ki seveda bi morale v teh arhivih iskati dejansko vire svojih zbirk. Kje je v bistvu zdaj, mogoče lahko smo tudi malo iluzorni ali pa torej, si želimo v tem trenutku, skratka, kaj so tiste rešitve, ki bi pravzaprav bile, kako na pravi način v bistvu ohranjati to, kar danes delate. Ja, ne, tale simbioza med inštitucijo in med terenom fotografij, če bi se to zgodilo, to je lepa pobuda, mogoče je to res malo iluzija. Jaz sem se že zdaj spraševal pri teh količini negativov, ali imajo sploh prostorske kapacitete za take količine negativov. Po drugi strani hramba teh negativov zahteva posebne pogoje. Druga stvar je tudi, recimo, vsi mi, ki smo imeli kakšne razstave, ali pa zdaj imata Tone in Joca razstavo,
kam bomo potem s temi fotografijami, kam bodo potem šle. A bodo šle v muzej, a bodo šle, bi rekel, človek bi rabo še depo za neke razstavljene fotografije. Pravzaprav, mogoče imate tudi vi. Jakovičeva galerija, vprašanje zdaj, če producirate neko razstavo, kako je s temi fotografijami kasneje. Tako da tukaj je toliko odprtih vprašanj, da mislim, da bi mogla tako, mogoče res država stopiti malo v tem smislu naprej. To bi bila dobra pobuda. Jaz recimo ne razmišljam, kaj smo imeli arhivi. Vem, da zdaj, ki je 30-letnica, se tudi jaz spominjam tistih časov in mogoče bom jaz tudi enkrat naredil en pregled, en svoj, bolj oseben. Mislim pa, da bi bilo res lepo, no to je lepa ideja. Skratka, smo spet pri tem, da rabimo muzej fotografije. Ja, verjetno res. Se vedno zaključimo v te debate. Tudi fotografija, bi rekel, ima toliko kanalov zdaj, bi rekel, toliko se prepletajo stvari, da mogoče bi to malo... Se obstoja kabinet slovenske fotografije, tam bi morali začeti širiti zdaj. Verjetno je premalo denarja za... Vem. Vsi vemo, za upravnike. Seveda. Ampak bi rekel, rabili pa take ljudi, kot je prej Joco rekel, gospod Rudi, ki je razumel fotografijo, ki je stežka dal, ki je bil odgovoren za to, da jo tudi prevzame nazaj. Skratka, ne gre za to, da bi bili tam eni uslužbenci, ampak da bi bili res neki predani ljudje, ki tudi malo vlečejo. Ampak zmeraj rabiš tukaj tudi podporo. Rabiš pa podporo. Krovne inštitucije. Kar je pa problem, ker se jim to ne zdi pomembna stvar. Tako je, se strinjam. Ampak danes je ta digitalizacija ni problem. Včasih pa seveda ti uredniki niso imeli nobenega odnosa do časopisov. Fučkak se, če se izgubi, si prišel na sobotno prilogo, to so same slike tam ležale. Kdor je hotel, si jih je ogledal in odnesel in vzel. Jaz sem sicer to malo neke predale, pol predalčkov, kot so bile boljše slike, ki so bile na mizi urednikovi za to, da jih bo dal noter. Jaz sem približno zvedal teme, sem nabral en kup tehle slikic, na vsako temo vsaj 3 in pa pusti, bomo že mi to vse uredili. Nič niso uredili. Ostali na mizah. Od leta 2015 smo zaščiteni kot arhivsko gradivo. Dali smo pobudo, kot oddelek v bistvu, ker smo se bali, da bi pač ves arhiv odpeljali nekam. Smo dali pobudo na Arhiv Slovenije in nas je priznal in fotodokumentacijo in dokumentacijo kot gradivo nacionalnega pomena. Kar pomeni, da saj delno smo zaščiteni. No, to je verjetno en zelo pomemben korak, oziroma dober način, kako se vsaj obvarovati najhujšega. Arhiv Maga, recimo, je to bilo zanimivo. Mi smo ga imeli v Marah, jaz sem zaklenil, ker to je bilo pač od kolegov, ki so se raztepli po drugih uredništvih. In v enem momentu, kaj so te 4 omare, udrli so, ampak kaj so te 4 omare in smo v bistvu v 4 urah vse skupaj speljali, vsak sebi domov. Ker ni bilo druge, ker negativi so rekli, da bojo ven vrgli. Da je nekdo tam preprečil, da niso udarili, pa vse skupaj ven zmetali, ampak pa smo enostavno Primoža Predaliča poklical, prišel z avtom, smo se not naložili, pa sem vozil k fotografom domov, tiste škatle. Če jaz prav spomnim tiste Raščaga, koliko se je kaj pisal, kaj iz Rašice prišel pa revije, najprej, ko so prišli v hišo, je arhiv ukradel in ga odpeljal, neznano kam. Mogoče se vseeno kdaj tudi zavedajo pomena arhiva. To smo brali v obtožnicah. Vse še ni, je v čorki, ampak še ni končna obsodbe. Briga se, arhiv jih najmanj briga. Se pravi, en problem je to, da arhiv ukrade, ampak kaj pa z njim naredijo? A sploh znajo z njim delati? To je problem, ker s tem je treba znati delati. No, se je bil tudi naš en kolega, ki je hotel vse delo arhiv odkupiti, pa so na srečo videli, da kam prestati mladine. Mogoče še to, Meta in Uroš, oba imata izkušnje z izobraževanjem. Koliko pa se v bistvu v izobraževalnem sistemu polaga pozornosti, kako izobražujete mlade fotografe v smeri arhiviranja oziroma pomena arhiva?
Če bom jaz rekla, ker nisem več v šoli. No, ampak Vi ste pretekle izkušnje so. pač visoka šola za Ja. kaj že, za Storitve. neki oddelek za fotografijo. Mislim, da so zelo premalo, no, da se v bistvu sploh takrat sem bila še jaz, 2 leti nazaj ni bilo predmeta arhiviranja. Ne. To zdaj In po novem tako programu. da mislim, da absolutno premalo. To je arhiviranje nekaj takega kot, ne vem, editiranje. Ne. V bistvu je najbolj ali pa zelo pomemben del fotografiranja. Pri izobraževanju se pa na oboje pozablja. No. Na arhiviranje sploh, na editing pa mogoče malo manj. No. Tako da, ampak kot vem, imajo pa nekatere šole to urejeno. Ne, vse to, kar rekli. Tudi v novem programu tega ni, ne, nažalost, ampak je, po mojem, vsak od nas, ki predavamo, mogo pač narediti svoj del. Ne. In tukaj konstantno opozarja. Zdaj jaz jim pač povem to, da je, kaj pomeni to biti fotoreporter, da to nisem, da se sprehajaš okrog s fotoaparatom in da misliš, da nekdo si ali pa da ti to neko identiteto podeli, ne. Ampak da ta odgovornost, ki sem prej omenil, ne. Pravi, družbena odgovornost, da ti odgovarjaš, se pravi, da odgovarjaš za to, da boš sproduciral nek arhiv, se pravi, odgovarjaš do družbe, da bo ta arhiv tak, kot je, ne. Oziroma ta dokumentacija takšna, kot je. Zdaj, kako bo to arhivirano, kaj bo, sicer se res vsak posameznik mora sam odločiti, ne. In zdaj, jaz sicer to govorim, ne, sam zdaj, kaj oni pol naredijo s tem, to dejansko. Je pa res, da to je pač šola, oni se tukaj šele odločajo, jaz sem jih, to je prvi letnik, ne. In so še popolnoma neizoblikovani. Ne. Ker recimo zdaj, ko sem ravno dobo dela iz 3. letnika, ki sem en prvih letnikov, ki sem jih imel, sem bil tako presenečen v pozitivnem in v negativnem smislu, kam so se obrnili nekateri. Ne. Tako da sem mehen bil tako, sem malo ustavil, pa tudi te komentarji od spodaj so me tudi presenetili v vseh smereh, ne, kaj in kako glede teh del. Ne. Kako oni to arhivirajo, pa ne veš. Bo čas povedal. Čas povedal. Jaz sem recimo, kaj se mi je letos zgodilo, da sem pri prvem letniku, to je pač bila moja napaka, ne, ta koronska norost, ne, in predavanje nadaljavo in izvajanje vaj nadaljavo, ki je pri fotografiji popolnoma nemogoče, ker ti ne moreš iskreno v ekran govoriti človeku, ki ga nisi v živo videl v življenju, ampak samo prek ekrana, pa še to ga prosiš, če lahko prižge kamero, ker ne moreš zahtevati, ne smeš zahtevati zaradi GDPR-ja. In potem, če prižge, sicer vem, in potem sem prišel na izpit, jaz to nisem vedel, kdo je kdo. In recimo, kaj je bil problem? Ne moreš ti dejansko iskreno povedati, kaj misliš, ker ko gremo 1 na 1, je to čisto drugo. Ne. Začutiš, kdaj greš mogoče malo čez mejo, pa strija malo nazaj, da glih ne obžališ preveč, ampak treba pa neke stvari povedati. Ne. Pač, Zdaj si pokazal meni, ko boš pa enkrat delal, ne, boš mogel pokazati uredniku najprej in potem gre to naprej, ne, vsi vidijo, ne, ni to, da pride vsak dan naslednji, vsak teden nov časopis ali pa revija, čez to, ne, imaš vsem to neko, moraš zadovoljiti neke standarde, ne, in recimo, kaj se mi je zgodilo, to, da smo pozabili to narediti, kako se caption piše, ne, caption, kako se to reče po slovensko? Podpis, se pravi, kaj se zgodi. In to sem v bistvu pol na izpitu razlagal vsakem posebej. Tam uživo sem jim razložil, ker sem od slabo vestne, da sem to enostavno ušlo vse tistim, se pravi, ne veš, kaj si naredil, kaj nisi naredil. Ne. Oziroma eni skupini smo, pa eni nismo. Pa. Na vsak način so to izzivi sodobnega časa oziroma trenutne realnosti. Ne. In ja, ne, kar lahko seveda zaključimo je to, da torej fotoreportaži se že tako ali tako namenja, kot vemo, premalo denarja oziroma je slabo plačana in na koncu se seveda fotoreporterju kot posamezniku, kot avtorju fotografij nalaga v bistvu še strošek arhiviranja. Ne. In v digitalnem času je sploh arhiviranje verjetno še nekaj bolj neoprijemljivega, ne, glede na to, da se nam zdi, saj je tam na tistem disku, ne, ampak ta disk lahko zgine mnogo hitreje od negativov nekoč, ne, pa ki so tudi nekje stali, pa smo jih vsaj videli, pa smo se zavedali, da je treba s tem nekaj narediti. Ne. Tako da jaz bom držala obljubo in bom tukaj zaključila. Če je kakršnokoli vprašanje, izvolite. Mogoče sem komentar na to zadnjo stvar o arhiviranju na izobraževalnih institucijah.
Nikjer. Mislim, jaz imam izkušnjo iz Akademije umetnosti v Novi Gorici, ne znajo arhivirati, ne znajo mentori, ne znajo arhivirati. Šel sem skozi britanske šole, noben ni govoril o arhiviranju, skozi umetniške šole, noben ne zna, mislim, izkušnjo iz Singapurja, noben ne zna arhivirati. Tako da to, pri avtorjih je to sploh problem, ker se ga zavejo še čez 10 let. Ja. Zanimivo je recimo, umetniki se, pa mladi umetniki se odločijo, zdaj bomo delali ogromne inštalacije ali pa slike, pa sploh ne pomislijo, ki bodo to prvič naredili in ki bodo to hranili. To ni tema, gremo samo na veliko, ker to se v fut proda. Ja, ko sem prej omenil ta kolektiv, ne, jaz sem v bistvu presrečen, da nam je uspelo to ustvariti, ne, in da imamo Sašota noter, ki te stvari obvlada, ne, in da ga te stvari zanimajo in koplje, in da smo šli že čez ene dva, mislim, za tretji sistem, ki ga trenutno imamo, ne, in ta zaenkrat deluje, ne, in da je znotraj kolektiva tudi to, kar pač nekaj denarja smo uspeli zgenerirati, ne, da kadar imamo naročnika, ki ni pripravljen plačati dovolj za editing in se pravi za popoln editing z vso opremo, ne, pač enostavno mi financiramo tisti del, ne, ampak ne razlagamo, samo zaradi nas to naredimo. Ne. Ampak vidim, da je pri eni stalni stranki to zelo cenjeno, ne, in smo zdaj pač v tem v dogovorih o urejanju celega arhiva. Ne. Tako da tle je ena taka pomembna stvar. Mislim, jaz sem ful zadovoljen, da imam to, ker jaz sam bi bil popoln kaos. Mislim, da imam 6 ali 7 diskov, ne. Če me vprašate, kaj je na kjerem, ne, ponovadi prinesem kar celo vrečo Sašotu, poiščemo in potem tam iščemo. Mogoče je ideja, da koliko bi se ustanovila kolektivna organizacija fotografov, bi bilo več denarja in manj skrbi. Veliko teh tujih kolektivnih organizacij nas sprašuje, kdo pa je v Sloveniji, kdo vodja kolektivne organizacije, ker je fotografija kolektivno varovana. Kaj to pomeni? Pomeni tako, kot je pri Sazor Somuska, pri Sazorju je tiskani mediji in Sazor varuje cel svet. Vse, kar izide, 4000 angleških revij, na tisoče in tisoče ameriških knjig, vse Sazor varuje. In ko pride do vprašanja fotografije, tega mi ne varujemo. Takrat bi pa nastopila fotografska kolektivna organizacija, in bi si te stvari marsikakšne, kar ste načenjali, bi lahko vmes pač marsikaj povedali, bi se lahko to uredili in bi bilo tudi veliko več denarja. To so čisto drugi časi zdaj. Kar se šole tiče, jaz sem 12 let učil, sem imel fotografski krožek v šoli v Trnovem in tam se začenja ta pot, da potem jih je vedno več. Ogromno teh otrok je šlo potem v te umetniške smeri, prišli tudi na fotografijo. In mislim, da so vse začne v bazi. Tako da, točno malo. Na drugi strani, na drugi strani, na drugi strani, na drugi strani, na drugi strani.